Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno magister Bernard Brščič in Sebastijan Jeretič. Bernard, prej sem te prekinil, si hotel nadaljevati misel, ne? Tam pri dolomitski izjavi si vstavi. Izvoli. Ja, gre za neodolomitsko stranko, ampak ni to, ključno je, da vidi glavni problem svojega neuspeha v Janezu Janši. Ja. Janez Janša je kriv za vse, za neuspehe Nove Slovenije, za dejstvo, da kljub vsej naklonjenosti mainstream medijev od Mladine, Večera, Dela, MMC-ja, TV Slovenija nekako ne more prebiti poslanska skupina omejitve, da jih lahko strpaš v en Renault Clio. In njihova strategija je mrhovinarska. Prepričani so, da ko odstranijo v SDS-u Janeza Janše, bo prihodnost lepša. Se pravi, da bodo volivci množično prehajali od Janše k NSI-ju. Vendar, verjemi mi, poznam kar nekaj volivcev Janeza Janše in že sama misel, da bi nekdo, ki voli Janeza Janšo, volil Novakovo, Tonina ali Peterleta, je do konca stupidna. Začeli se bodo morali gospodje v NSI in gospa spraševati, kaj so pa oni naredili za to, da bi krščanska demokracija postala hegemon desnice. Ne nazadnje, leta 1990 pod Peterletovim vodstvom je krščanska demokracija bila na desnici hegemon, vendar je ravno Lojze Peterle povzročil tako rekoč kolaps krščanske demokracije in sam sem prepričan, da to mrhovinarstvo ne vodi v lepšo prihodnost za NSI. Dodaten problem NSI-ja je pa to, da imajo zelo nenavadno strategijo pozicioniranja. Namreč njihova baza, trda baza so ponižani in razžaljeni, se pravi žrtve komunističnega režima, ki bi jih potem oni radi nadgradili s premikom v levo oziroma proti sredini, se pravi, da bi želeli tiste nagovoriti nekdanje volivce državljanske liste, se pravi, da imaš na eni strani nekonsistentnost liberalizma druge čikaške šole, cepljeno na tradicijo krekovstva in kocbekovstva, se pravi na nek krščanski socializem. To v programskem smislu, pa tudi z vidika politične tehnologije sta pa po mojem dve težko združljivi poziciji, tako da bojo pod novim vodstvom, upam, resno razmislili glede pozicioniranja, se pravi, kaj pravzaprav so, ali so stranka, ki izvira iz tradicije krščanskega socializma, krekovsko-kocbekovskega tipa, ali so to neka nova krščanska demokracija, pri čemer je krščanska v narekovaju in da udejanjajo pravzaprav neke dezavuirane ideje državljanske liste. Ja, se mi zdi, da to, kar si že omenil, to Toninovo glasovanje za Kučanovo pokojnino, kar dobro opiše to, kar si zdaj rekel. Sebastijan, zakaj se tebi zdi, da so te take nepremostljive skoraj zgleda razlike med SDS pa NSI? Zakaj ne najdejo skupnega jezika? Kot sem rekel, tukaj je čisto za osebne odnose med veliko in manjšo stranko in podobno se je dogajalo na levici. Socialni demokrati smo enostavno morali čakati takrat odhod Janeza Drnovška iz aktivne politike, da se je potem izkoristila neka priložnost. In takrat je bilo tudi, bom rekel, strukturno gledano, so bili podobni izzivi. Takrat se je bilo treba, če si želel iz svojih takratnih, 10% skočiti na tistih 30, ki je omogočilo zmago 2008, je bilo treba precej tvegati. Eno tveganje je bilo programsko, podobno kot je Bernard govoril zdaj za Novo Slovenijo. Takrat je bilo treba ne izgubiti recimo partizanov, hkrati pa pridobiti neko sredino.
in zelo podobno je bil tudi začetek tistega vzpona socialnih demokratov, torej nekako distanciranje od takratne liberalne demokracije, če se spomniš, takratnim partnerstvom za razvoj. Torej, postavitev na politični prostor kot nekaj posebnega, kot odmik od takratnega LDS-a, in podobno je tudi Nova Slovenija za začetek nekih ambicij dolgoročnih prevzema desnice se distancirala recimo od SDS-a Janeza Janše. V prvem koraku se mi zdi, da je bilo tisto distanciranje za njih tudi produktivno, da jih je torej postavilo kot nek samostojen subjekt, se pa že tik pred parlamentarnimi volitvami sedaj vidi, da je tista poteza jim mogoče omogočila zgraditi nek drugačen brand, prinaša jim recimo aplavz na levici in v mainstream medijih, ne prinaša jim pa glasov. Zato se mi zdi pozitivno, torej, da so se odločili narediti neko tvegano potezo. Upam pa, da ob morebitnem neuspehu, torej rezultatu, ki bo recimo podoben današnjemu, ne bodo takoj vrgli puške v koruzo, ampak vztrajali z novo generacijo naprej. Prepričan pa sem, da lahko ta menjava, če ne drugega, vsaj odpre prostor za drugačen pogovor z SDS-om, torej vsakič, ko se zgodi neka taka menjava, seveda novi sogovorniki lahko najdejo, če ne drugega, izgovor, da se začnejo drugače pogovarjati. Tudi glede tiste poteze Mateja Tonina, mislim, da jo je dobro argumentiral. Torej, šlo je za, dajmo reči, spoštovanje do institucije bivšega predsednika, prej ali slej bo tudi desnica dobila predsednika in prej ali slej tudi ta predsednik bivši. Ja, to je res. Mogoče je šlo za državniško potezo, še preden je postal državnik, ne? Ampak zgolj medklic, ki si ravno omenil SD oziroma socialne demokrate, se boš spomnil, ne, malo za hec, da kadrovsko tveganje pa ni šlo skozi takrat, ne. Smo bila vidva tudi tam, pa jaz sem celo kandidiral, ampak dobro, to je že v preteklosti. Zdaj oba sta že omenila ta odnos medijev, recimo množičnih medijev, teh glavnih tudi mnenjskih voditeljev do NSI-ja. Ta je res veliko bolj pozitiven kot recimo do SDS-a, ne. In tudi zdaj ob tej menjavi, ob tem nastopu Tonina so te mnenjski voditelji, tako se meni zdi, tudi mediji dosti pozitivno do tega nastopili, ne. Vas je to presenetilo, ta odziv medijev, ali sta ga pričakovala? Sploh ne. Dejansko so v NSI-ju miljenci mainstream medijev in levice. Skratka, gre za koncept žlahtne desnice, ki jo je v diskursu peljal Milan Kučan. Sam sem prepričan, kot sem rekel, da je zdaj postala NSI še žlahtnejša. V tem smislu, ne nazadnje, če bi pogledal intervjuje, kjer so jih dajali vidni predstavniki od Mladine, Siola, Dela do nazadnje Večera, tudi ne nazadnje, če bi minutažo na nacionalki meril, bi ugotovil, da je to tako imenovana zaželena oziroma kot sem rekel, neodolomitska opozicija, se pravi opozicija, ki jo režim v SZDL-jevskem konceptu demokracije, ki zaznamuje tranzicijsko levico, dopušča, in Nova Slovenija igra vlogo tako imenovanih koristnih idiotov za levico. Cilj je izolirati SDS, jih predstaviti kot tiste, ki v to nabor Socialistične zveze delovnega ljudstva nekako ne sodijo, in jih potem predstaviti kot fašistoidno stranko, medtem ko normalna desnica so pa NSI. Ampak Aljuš, NSI je nadaljevanje tradicije krščanskega socializma, tega dolomitskega duha, ki se je uveljavil leta 1943 in ki nas pravzaprav 80 leti od takrat pesti, in Sloveniji ta dolomitski duh ni prinesel nič dobrega.
Zdaj, Sebastian, če gremo zdaj, se premaknemo na to, kako so pač potencialni partnerji ali pa tudi tekmeci NSI-ja na volitvah odreagirali. Ne? Če pogledamo recimo, kako so jih sprejeli najprej pri SDS-u. Ne? Drago Zadrgal, član SDS, je denimo tweetnil: predvsem člana ožjega vodstva Hajdinjak in Ilc sta navdušena, da je Tonin njun novi Kurz. Pri tem je seveda mišljen pač kancler avstrijski Sebastian Kurz. Ne? Sej Toninu se zelo, bi rekel, dosti se mu to obeša, da bi on lahko bil slovenski Kurz. No, medtem ko pa Janez Janša, ne, je pa Tonina pač povabil na kavo in pri tem objavil na Twitterju tole fotografijo. Ne. Zdaj, upam, da se strinjata, tole nekako ni značilna fotografija, ki bi jo Janez Janša objavil na Twitterju. Ne. Zdaj, verjamem, da mu ne gre na otroče. Kaj je hotel v bistvu s tem sporočiti? Ne? A je to res neko iskreno vabilo na kavo ali je bolj, bi rekel, tako... Na vsakem primeru, tudi če je bilo sarkastično, je bilo pozitivno. Tako, če se samo navežem na to, kar je Bernard prej govoril, tudi leta 2006, ko se je začela neka medijska preobrazba socialnih demokratov od male stranke, od partnerja do alternative, smo prve uspehe medijske doživeli v takratnem Magu, oziroma današnjem Reporterju. Ne? Tako, to je tudi, praviloma v Sloveniji, da ko narediš kaj takega, vedno na drugi strani. Ne? Iz druge strani dobiš podporo. Jaz mislim, da se mogoče ta strategija levih medijev, in tukaj se strinjam z Bernardom, kaj je njihov cilj, torej umakniti vse potencialne partnerje od SDS-a, se jim lahko tudi vrne nekako. Ne? Jaz sem prepričan, da v primeru, da bi obstajala možnost za vlado, ki bi jo sestavil Janez Janša, bi Nova Slovenija prišla v tako vlado, ne glede na to, kar danes govori. Pogoj za to seveda ni samo relativna zmaga SDS-a, ampak dovolj strank, ki bi uspele na desnici, torej sestaviti desno vlado. In jaz zato mislim, da je mogoče za desnico celo koristno, da uživa Nova Slovenija zdaj to podporo levih medijev. Če bo to mogoče prineslo še nekaj odstotkov, bo to toliko bolje, ker bo to toliko večja verjetnost, da bi se sestavila desna vlada. Kot sem rekel, ključ za morebitno desno vlado je vrnitev tistih 150 do 200 tisoč volivcev, ki so leta 2014 zapustili desnico, delno mogoče šli v SMC, v večini pa abstinirali. In zato vse te volivce ne more pripeljati nazaj SDS in zato bo izjemno pomembno, da tukaj dobi dober rezultat tako Nova Slovenija, kot da se v parlament uvrsti še kakšna od strank, ki bi bila pripravljena sodelovati v desni vladi. Ja, to razumem. No, zdaj, ampak recimo nekako 3 stranke so, ki ta hip pretendirajo potencialno na zmago. Ne? Poleg SDS še SD, pa lista Marjana Šarca. Zdaj, verjetno SD lahko malo bolj tukaj pustimo ob strani, no, ampak recimo stranka Marjana Šarca ali pa Marjan Šarec, on bi pa tudi lahko računal na neko bolj poglobljeno zavezništvo z NSI-jem po tej menjavi vodstva NSI-ja, ker vendarle je Matej Tonin je zelo, bi rekel, podpornik Šarca v Kamniku, ne, na občinski ravni. Na nek Poleg tega je lista Marjana Šarca tudi ideološko dokaj prazna, pragmatična, torej ni tako zaprta. Jaz si recimo ne predstavljam vlade, v kateri bi sodelovala SD in Nova Slovenija, zato ker to ni niti golaž vam primešano, to je nekaj, kar enostavno niti slučajno ne gre skupaj na nobenem področju, od šolstva do zdravstva do davčne politike. Ne? Tako da to pričakovanje levice, da bi ob morebitnem razpletu, v katerem bi Janša dobil relativno večino in imel dovolj partnerjev, uspeli prepričati Novo Slovenijo, da namesto pristno desne vlade Nova Slovenija vstopi v neko vlado, ki bi bila bolševistična, mislim, da je to račun brez krčmarja. Ja. Bernard, kaj se tebi zdi? Kdo se zdaj lahko bolj veseli, če rečemo v narekovajih te menjave vodstva NSI-ja? Janez Janša, Marjan Šarec, kdo tretji mogoče? Jaz mislim, da najbolj se lahko veseli Tonin, ker mu je uspelo udejaniti svoje mokre sanje. V redu, ti si zelo neprizanesljiv do njega. Ampak da je to precej, kar se Šarca tiče, račun brez krčmarja. Preden bomo spekli zajca, ga je treba še uloviti. Vendarle je do volitev še kar dosti časa. Tako da sam
Je pa očitno, če pogledaš tisto fotografijo z srčkom na kavi, očitno je v zraku ljubezen tudi med moškimi, očitno, ne, in na to so pravzaprav aludirali. To so zdaj moderni časi, Bernard, veš. Ja, časi so težki, a moderni, bi rekel filozof Peter Sloterdijk. Tako da bo gotovo kampanja zelo to zadevno zanimiva, ampak se pravim, mislim, da ima NSI ogromno domačo nalogo za narediti, kar se tiče teh strukturnih problemov, ki jih imajo glede programa, se pravi na eni strani zgodovinske tradicije, na drugi strani klientele, ki jo nagovarjajo. Namreč sam menim, da bi se jim, vkolikor bi se pojavila neka liberalna stranka, recimo morda celo Lista novinarja Bojana Požarja, ki ima neke nastavke, bom rekel, liberalnosti, da bi jim lahko pobrala izjemno veliko število glasov in da se potem pojavi celo vprašanje lahko vstopa v parlament, kajti ta neskladnost, se pravi, poizkusa združevanja različnih segmentov, od teh ponižanih in razžaljenih, se pravi trdega jedra krščanskih demokratov in nadgraditi z neko bolj liberalno usmerjeno populacijo, je problematično, kajti vprašati se moraš, ali je nabor kadrovski prepričljiv. Namreč hvalijo se svojim programom. Se upravičujem, Bernard, se ti res upravičujem. To se bom mogel vprašati v kateri izmed prihodnjih oddaj. Danes smo žal prišli do konca te oddaje. Obema komentatorjema najlepša hvala za vajine komentarje. Po oglasih, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, pa vam bomo pokazali, kako je, ko blejska pletna postane južnokorejski Titanik.